Zdaj izvemo več o dramatični operaciji, s katero so prejšnji mesec na skrivaj premestili predsednika Donalda Trumpa iz Turčije. Potem, ko je pred kamerami vstopil na letalo Air Force One, Trumpa naj bi po poročanju skrili v tovornjak za letališko oskrbo s hrano in ga odpeljali do drugega vojaškega letala. Wall Street Journal poroča, da je izraelska obveščevalna služba opozorila, da bi Iran lahko poskušal sestreliti letalo Air Force One z raketami, izstreljenimi z ramena. In potem, ko so prej zanikali poročila o izraelskem opozorilu, Trump je zdaj prvič potrdil, da so ga na ukaz tajne službe in vojske premestili na drugo letalo. Več o tem, kaj je imel za povedati. Zveni kot prizor iz hollywoodskega filma. Predsedniška varka, izvedena pred očmi kamer. Donald Trump se je povrhu NATO prejšnji mesec v Ankari ukrcal na svoj stari, svetlo-modri Air Force One, a dejansko z njim nikoli ni poletel. Nekaj minut kasneje ameriškega predsednika naj bi skrili v tovornjak za letališko oskrbo s hrano in ga skrivaj odpeljali čez letališko ploščad do manjšega vojaškega letala. Zdaj prvič Trump potrjuje izjemno zamenjavo letala. Ravnal sem po navodilih tajne službe in vojske. Hoteli so, da grem na drug let z drugim letalom. Operacija je sledila potem, ko je Izrael domnevno posredoval obveščevalne podatke Washingtonu in opozoril na iransko zaroto proti Trumpu. Po poročanju Wall Street Journala, obveščevalni podatki so nakazovali, da bi Iran lahko uporabil prenosne rakete zemlja-zrak, da bi poskušal sestreliti letalo Air Force One. Na koncu nobena raketa ni bila izstreljena in še vedno ni jasno, kako resnična je bila grožnja. Vendar so ameriški varnostni uradniki očitno menili, da je bila grožnja dovolj resna, da so sprejeli doslej nevidene varnostne ukrepe. Preprosto moram narediti, kar rečejo. Medtem ko je Trump neopazno odletel na letalu Air Force C-32A, so novinarji in nekateri njegovi najvišji uradniki, vključno z državnim sekretarjem Markom Rubijem, ostali na letalu Air Force One. Po poročanju so jih prosili, naj spustijo senčila na oknih, ko je letalo vzletelo, ne da bi jim povedali, da predsednika ni več na krovu. Trump pa zdaj trdi, da je bilo manjše letalo, s katerim je potoval, pravzaprav lahko bolj očitna tarča. Mislim, da je bilo letalo, s katerim sem letel, dejansko bolj izpostavljeno tveganju. Zakaj tako pravite? Ker mislim, da bi bilo to letalo, na katero bi verjetno prej ciljali. Predsednik je prej zanikal, da bi prejel izraelske obveščevalne podatke o novem iranskem načrtu atentata. Toda v torek je jasno povedal, da še vedno vidi Teheran kot neposredno grožnjo. Ali pravite, da zaupam Iranu? Sem zadnja oseba, ki bi zaupala Iranu. Ves čas so mi lagali. Iran grozi z maščevanjem proti Trumpu, odkar je leta 2020 ukazal ubiti poveljnika sil Quds Qasema Soleimanja. Tokrat pa ameriški varnostni uradniki niso ničesar prepustili naključju. Poslali so letalo Air Force One v nebo s Trumpovimi pomočniki, novinarji in predsedniško vabo, medtem ko je predsednik sam tiho izginil na drugem letalu. Zdaj se mi pridružuje upokojeni polkovnik Meir Eisenstein, višji sodelavec Mednarodnega inštituta za boj proti terorizmu na Univerzi Reichman. Meir, vesela sem, da ste z nami na i24 News. Moram reči, da ko izvemo več podrobnosti, je to kot iz vohunskega ali thriller filma, a to se dogaja v resničnem življenju. Kako verodostojne in dovolj konkretne za ukrepanje bi morale biti te obveščevalne informacije, da bi tajna služba lahko izvedla takšno operacijo? Prva stvar, ki jo želim povedati, je, da sem včeraj po naključju gledala tisti film, v katerem sta ameriški predsednik in britanski premier na letalu Air Force One in Air Force One se streli teroristična organizacija, ne Iranci. To je film in kot ste rekli, je to filmska zgodba. Ampak v tem primeru govorimo o ideji iranske revolucionarne garde, kjer naj bi se strelili letalo. In nikoli popolnoma izvedljivo. Govorimo o nečem, kar so kot idejo imele različne teroristične organizacije, ne samo islamski režim Irana, že več kot 25 let. Leta 2001, na vrhuncu, če se spomnite, ne vem, če se boste spomnili, druge intifade, Izrael je vedel, da so bili teroristi, ki so nameravali izstreliti rakete zemlja-zrak na izraelska letala v Keniji. In to povem zato, ker je izstrelitev rakete zemlja-zrak na letalo zelo verodostojna grožnja. To je nekaj, kar je operativno izvedljivo. Letala so zgrajena tako, da lahko poskušajo to prenesti, vendar nihče ne more dati popolnega zagotovila. No, Marija, popolnoma prav imaš, da je ta grožnja prisotna že desetletja. In zato so o tem posneli film, prav takega, kot si ga gledala. Ko govorimo o nekaterih od teh raket, ki jih je mogoče izstreliti z ramena,
praviš, da predstavljajo resnično grožnjo za Air Force One. Vse to se je zgodilo med vrhom NATO v Turčiji. Kaj nam to pove o sposobnosti Irana, da uporablja operativce ali posredniška omrežja daleč onkraj svojih meja, tokrat v Turčiji? Spomnila bom vse, da si Turčija in Iran delita mejo. Mislim, da je to zelo pomemben del. Ni tako, kot zna islamski režim ravnati, ko pošilja svoje rakete Hezbolahu v Libanon. Iran namreč nima skupne meje z Libanonom. Enako velja za hutijske teroriste v Jemnu. Vendar pa, ko gre za Turčijo, imata Iran in Turčija skupno mejo, kar dolgo mejo. To je seveda na vzhodni strani Turčije. Tako ima islamski režim, če lahko tako rečem, to priložnost, da nekaj pretihotapi neposredno čez mejo. In ta pot neposredno iz Irana v Turčijo je zelo prometna. To je zelo velika avtocesta. Pred leti sem šla v vzhodno Turčijo, ker sem se želela iz Turčije približati Iranu, kolikor sem lahko. To je blizu mesta, ki se imenuje Diyarbakir. In to je ogromna avtocesta. Rekla bi celo, da je hitra cesta, ker se ves čas prevažajo dobrine sem in tja. Rakete zemlja-zrak, zdaj me gledate v kamero, so majhne. Niso tako majhne kot moje roke, ampak tudi niso tako velike. To je nekaj, kar nosiš. Uporabljaš jih svojega ramena. Zato se imenujejo ramensko izstreljene rakete zemlja-zrak. To je nekaj, kar bi bilo zelo enostavno pretihotapiti iz Irana v Turčijo. Iran v svoji industriji, svoji vojaški industriji, izdeluje rusko različico rakete zemlja-zrak. Torej je to zagotovo nekaj, kar bi se lahko naredilo. Če je mogoče, se želim pozneje za trenutek osredotočiti na dejstvo, da se je to zgodilo v Turčiji, članici NATO, ki nima le meje z Iranom, ampak je danes glavni gostitelj vodstva Hamasa. No, nadaljujemo pri tem. Kaj opažamo v Turčiji in kako Turčija postaja naslednje središče za nekatere od teh terorističnih organizacij, da si tam ustvarijo oporišče? In ko to opazujemo, pomislimo na Erdogana, Turčijo in vsa ta leta. In kaj se je zgodilo s Turčijo? Je to Erdogan in to, kaj predstavlja? On je turško govoreča različica muslimanske bratovščine. Popolnoma podpira Hamas kot palestinsko različico muslimanske bratovščine. Popolnoma podpira novi režim v Siriji, zelo je vpleten tam, međi na Sirijo in na Turčijo. In zdaj gledamo na Turčijo, ter se moramo vprašati, ali so to nova pravila igre. Kaj pomeni, da je Turčija članica NATO, da so tam ameriške baze v Turčiji in da je lahko Turčija tisti kraj, ker sedi tudi vodstvo Hamasa. Večina denarja, ki ga Iran danes poskuša izvoziti za Hezbolah v Libanonu, bo šla prek Turčije. Nekatero orožje bo šlo prek Turčije, zelo zahtevno za Izrael, ne zato, ker bi imeli odlične diplomatske odnose s Turčijo, ampak na koncu je Turčija članica NATO. In pravkar so gostili vrh NATO tam v Ankari, glavnem mestu Turčije. To zagotovo odpira nekaj zaskrbljujočih vprašanj, ki jih Izrael izpostavlja, vendar se zdi, da Washington temu še ne posveča posebne pozornosti. Meri, v Washingtonu za to grožnjo vedo že tedne. Morda to šele zdaj prihaja v javnost, vendar so se ves ta čas nadaljevala posredna pogajanja med ZDA in Iranom. Kaj nam to pove o tem, kako resno želijo ZDA ohraniti diplomacijo pri življenju, tudi sredi teh iranskih groženj predsedniku ZDA? Torej, bodimo jasni, prav? In to bom povedala kar na začetku, Nikol, med nama dvema in vsemi, ki naju zdaj gledajo. Izrael in Združene države Amerike sta javno ubili Hameneja, voditelja Irana. To se je zgodilo 28. februarja v soboto in to je bil začetek tega kroga, kar pomeni, da gre tukaj za povračilne ukrepe. Iranci si želijo maščevanja. Iranci so javno pozivali k smrti Trumpa, tako predtem, kot zagotovo tudi potem. ZDA so veliki hudič. Po drugi strani pa v vsaki vojni iščeš premirje in iz tega premirja morda neko vrsto stabilnosti. Vem, da se sliši nenavadno, vendar si to ne nasprotuje, kar pomeni, da vsaka stran počne različne stvari. In mislim, da islamski režim v Iranu še naprej počne točno to, kar želi početi. Načrtuje prek posrednikov. Ni storil tega iz Irana. Ni izstrelil rakete zemlja-zrak iz Irana. To je nekaj, kar se je zgodilo v Turčiji. To je turški problem. Kdo bi jim to lahko pripisal v tem smislu? In prepričana sem, da bi to storili tako, da bi najeli in plačali posrednike.
In posredniki danes, če jim plačaš, so pripravljeni narediti marsikaj. Nikoli vemo, da so Iranci uspeli najeti Izraelce, da so za plačilo izvajali obveščevalne dejavnosti. In Iranci, islamski režim, so zagotovo uspeli za denar rekrutirati šiite, ki govorijo rusko, po vsem svetu, da gredo in delajo stvari zanje. Zato tega ne vidim kot protislovje v pogajanjih. Vidim to kot del celotne slike. Ne poskušate priti do rešitve z nekom, ki vas ima rad, ki si želi, da ste tam. Igrajo po svojih pravilih. In zame je najpomembnejši del, da ne dovolimo, da islamski režim v Iranu ali katerikoli podoben režim določa pravila igre. Ne teroristična vojska, kot je Hezbolah, ali teroristična vojska, kot je Hamas. Še posebej ne suverena teroristična država, kot je islamski režim v Iranu.